Petra, Luka je podjetje z več kot 1000 zaposlenimi in dejstvo je, da se je danes v Kopru zbralo veliko ljudi. Kdo vse se je prišel pokazati? Koga si opazila? Torej, na shodu sem opazila, da nima poslance Združene levice. Pričakovano, glede na to, da so vložili interpelacijo zoper ministra Gašperšiča. In ja, tu so bili seveda delavci Luke Koper, pa tudi številni domačini. Denimo Marko Pavliha je prišel strokovnjak za pomorsko pravo, ki je pred časom na Twitterju dogajanje v Luki Koper označil za lukokaust. Pa tudi Zmago Jelinčič je bil nocoj na tem shodu, kar pa tudi ni presenečenje, glede na to, da napoveduje povratek v politiko. In glede na to, da ni skrivnost, da v koprski Žusterni zadnja leta gradi hišo. Poglejmo nekaj izjav. Zveza z Luko Koper zdaj menda deluje. Petra, ponovno, torej pozdravljena. Še enkrat ponoviva, do petka naj bi delo v Luki steklo nemoteno. Kako bodo vodilni delavce prepričali v to? Dobro, Jerca, upam, da tokrat uspe. Kakorkoli, vodstvo Luke Koper želi delavce prepričati, da niso oni, torej da ni družba Luke Koper odgovorna za njihove probleme, temveč država. In v čem je problem? Zakaj delavci tudi ta hip, kot verjetno vidite, blokirajo Luko? Problem je zaradi domnevnih načrtov vlade oziroma dokumenta, ki sta ga spisala infrastrukturni minister Peter Gašperšič in takratni šef SDH Marko Jazbec. Dokument pa predvideva, da bi pristanišče, ki ga zdaj upravlja družba Luka Koper, lahko upravljal še kdo drug. In zato pristaniški delavci tudi ta hip protestirajo, namreč bojijo se za svoje službe.